noge v širino ramen, kolena so vedno malo pokrčena, ne jih čisto klepati, stisniš trup, rame nazaj pa dol, gledaš pred sabo. Sedeš se nazaj na pete, roke po želji. Lažja varianta, da grejo pred tabo, težja varianta, da so za glavo. Hrbet vedno ohraniš ravn, težo na pete. Opazimo, da ne grejo kolena na noge. Kažem še od strani. Se pravi, širina, kolena, trup gledaš pred sabo. Ravno hrbet, sedeš se nazaj na pete. Če bi kdo hotel kako težjo varianto, lahko poskok zdravo. Vrata za glavo, skočiš gor. Gib ostaja isti. Ravno hrbet, težo na pete, kolena iz strani, ravno hrbet. Se zložim v sebe. Naslednja vaja so sklice. Se pripraviš v položaj, to pomeni roke v širini ramen, ali pa malo širše. Direkt pod prstni košem, trup je stisnen, dvigneš na prste in držiš ravno linijo celega telesa. Stisneš trup, greš počasi s prstnim košem dol, z izdihom na gor. Počasi dol in zdih na dol. Ne iti s čelom dol, ne iti z boki dole, pa ne se zvijati. Če je to pretežko, odložiš kolena na tla, ista zadeva, se pravi, končno pripravo hrbet, počasi prstni gor dol, z izdihom na dol. Počasi dol, z izdihom na dol. Če je še to pretežko, primakneš kolena, prstni gor dol, ali pa se postaviš ob neko steno in delaš ob steni. Tretja vaja, vstanje pred konom, vzameš dve utežki, lahko tudi dve flaši, malo kaj podobnega. Se daš z ravnim hrbtom, greš z boki nazaj, da peleš do pred klona. Rame so stran od ušesa in ko veslaš, potiskaš rame nazaj, lopatice skupaj. Če pokažemo strani, se pravi ravno hrbet, boki nazaj, se ustaviš. Emocijo v telesu, rame nazaj. Izdih. Zadnja vaja, v bistvu za cel zadnji del zelo dobro zapiš. Poležiš se na trebu, iztegneš roke in noge, glavo daljše hrbtenice. Stisneš trup in dvigaš gor. To zdaj ne pomeni, da zvijam hrbet, ampak dvignem roke in stisnem rit. Če je za koga pretežko, roke za glavo, lahko tudi izključimo noge, se pravi, samo dvigaš zgornji del